ste vi zdaj proti referendumu? Proti zakonu. Proti zakonu in proti referendumu, ali ne? Torej, niste me prav razumeli. Ne. V vsakem trenutku bomo povedali, da smo bili proti zakonu, da smo proti zakonu in sedaj, ko referendum je, da ljudje naj gredo na referendum in glasujejo proti temu zakonu. Definitivno, tako kot smo tudi glasovali v državnem zboru. Nismo bili za razpis referenduma, to sem samo povedal, ker seveda v tem trenutku od 100 tisoč brezposelnih do nekoriščenja evropskih sredstev, do popolne tekonizacije, to, kar se dogaja na energetskem področju. Skratka, so pomembnejše zadeve, pogledajte, kaj se nam dogaja na proračunskih področjih in tako dalje. Vsako leto zadolžimo za skoraj 2 milijarde evrov to državo. Torej je pomembno, kaj druga narediti. Bil jasen? Da. Bil jasen. Še kakšno vprašanje mogoče? Peter Avsnik, STA, prej ste naštevali očitke oziroma pripombe glede tega zakona, pa ste vmes izrecno navajali besedo zares za privatizacijo, zares za dekonizacijo, pa vas sprašujem, če ste s tem zares kaj konkretnega mislili. Tudi. Zelo zares sem mislil, da je zares veliki problem. Še kakšno vprašanje mogoče? Smo bili izčrpni do tem? Jaz bi dodala samo še nekaj. Torej, to, kar je že vse bilo objavljeno v medijih, zakon je nedodelan, nedorečen, slab, neusklajen, čeprav je že več kot 1 leto v obravnavi, v razpravi. Torej, gluha ušesa ima vlada za pripombe strokovnih skupin, za svet, naprimer kot sveta za radiodifuzijo, predstavnikov, torej sindikalnih predstavnikov, drugih združenj in tako naprej. Ampak tako kot z ostalimi zakoni vlada gre naprej. Temu lahko rečemo buldožerski način, enostavno z vso silo gremo, pa kar bo in gremo do konca. Tak način je v teh časih nepravilen, nesprejemljiv in bi bil že čas, da vlada zamenja svojo taktiko, dela z volivkami in volivci, z občani, ki bodo tudi na referendumu težko razbrali pravzaprav, zakaj se gre. Kako obrazložiti navadnemu občanu, kaj novi zakon prinaša koristnega. Pravzaprav, če beremo o tem, da prinaša boljše programe, jaz mislim, da so programi dobri, tako kot je dober menedžment, ki zna motivirati zaposlene, ki zna iskati nove prijeme po svetu in doma, ki zna to komponirati v svoj zavod in ki zna tudi menedžment motivirati, spodbujati in seveda kreirati take programe, da bojo čim bolj gledani. In to ne ustvarja zakon, to ustvarjajo ljudje in menedžment, ki vodi ljudi. In tukaj je lahko prostor za boljše korporativno vodenje in za boljšo stroškovno učinkovitost. Kajti predlagatelji navajajo, da bo nov zakon omogočal številne nove prijeme in cilje. Vse to ustvarjajo ljudje, zaposleni. Zato je posebna skrb, mora biti namenjena že danes zaposlenim, sam papir ne prinese rezultatov. Torej, iz tega vidika je popolnoma zgrešeno takšne teze propagirati kot cilji novega zakona, ki bodo kar sami od sebe se uresničili. Torej, mi se bomo trudili preko naših občinskih odborov pojasnjevati to vsebino, v strnjeni obliki prikazati slabosti in posledice, ki lahko nastanejo, finančne posledice in posebej te, ki smo izpostavili danes, kajti premoženje je najbolj vredno v samih bilancah in upamo, da bo zakon na referendumu padel. S to mislijo zaključujemo to